dobrošli v mojem novem videu na YouTubeu, z vami sem Domen, evo ga me spet le, spet sem vas prišel malo pozdraviti na YouTube sceno, zdaj me že ni bilo en cajt gor, nisem nič kaj bil aktiven, nič kaj nisem snemal, bolj kot ne sem v skupnost tu pa tam kaj delil na YouTubeu, nisem pa bil nič kaj aktiven. Tako da, bolj kot ne sem bil na TikToku zadnje čase, opremo sem si rihtal za YouTube, če bom slučajno kdaj kaj snemal. A few moments later. Mogoče še kaj drugo v prihodnjih dneh, tako da ja. No, gremo kar začeti z tem videom. Danes bom reagiral na pesem oziroma komad od Erkinga, Official. Poleg njega je še sodeloval Boki in Unholy Grail, pa še ena punca po imenu Zala. Pa gremo kar reagirati na ta komad, imenuje se pa Pošasti v omari. Če se jaz ne motim, sem že slišal prav ena serija, oziroma ne serija, risanka se imenuje Pošasti v omari, animiran film pač. To sem gledal ene parkrat in mi je bilo kar super, tako. To je pa prav pesem, pa gremo kar pogledat, pa malo povedal svoje mnenja, pa malo še skomentiral poleg. Pa da vidimo, kako se mi bo zdaj komad, pa začnimo. Da se rešim ljudi, da se spet oddalim in pa ko pride spet čas, se srce oddali, ker vem, da bil sem spet hladen, kakor mrtvo telo in zdaj vem, da sam kradem svojo energijo in lahko bi sam rekla, da skupaj splezava iz pekla, medtem ko lovi me zver stekla, vem, da sem spet ta šansa potekla in lahko bi sam rekla, da skupaj splezava iz pekla, medtem ko lovi me zver stekla, vem, da sem spet ta šansa potekla. Tule na začetku tega komada se mi zdi ful fajn ta efekt, ko prav tak malo enkrat pride vmes pa drugič pa tretjič, prav tati ne zamika, ampak ta efekt, ko se tak prav svetloba pojavi, pa potem drugič pa tretjič vmes. Ta efekt mi je kar zanimiv na začetku. Pa kakor vidim, sem videl še zraven Klinca The Black Mambo, legenda, drugač ga spoštujem in to, tako da nimam nič proti njemu in ja, mi se zdi fajn človek. Pa gremo kar naprej pogledat. Sem imam vprašanje v glavi, ali navadni smo ljudje, ali pošasti v omari. In kot otrok bila je logika zgrešena, da bi lahko odrastel, bila je želja številka 1. Zdaj, ko gledam nazaj, vsi so rekli naj uživam, komaj zdaj vem zakaj. Ker kot te udari svet in vidiš, kakšen je folk, želi se vrniti čas. Glasba mi deluje prav tak otožna, prav tisto življenjska, tak na nek način moje skoraj žalostna, skoraj tak. Tak prav otožna, tista življenjska in to, tako kot sem že povedal. Drugače pa prostori, kjer snemate, so mi kar fajni, če se ne motim, je to v Mariboru ali Ptuju, tam nekje. Pa gremo kar naprej pogledat. Bil si otrok, pa sem čutil izdajo, folku videl obraz. Moram se sprijasniti, da pač takšen je čas. Hočem spet v svet, ko sem bil brez skrbi, zato vzamem vse pošasti, da se rešim ljudi. Da se rešim ljudi, da se spet oddalim in pa ko pride spet čas, se srce oddali, ker vem, da bil sem spet hladen, kakor mrtvo telo in zdaj vem, da sam kradem svojo energijo. Sam ne vem, zakaj se tukaj nekaj jezita, tako da neko televizijo gledata, pa gledata neke ali stare posnetke ali pa neki film grozen in pol se pač zraven še nekaj jezita pa kažeta z rokami oziroma pač kretnjami in to. Gremo kar dalje pogledat. In lahko bi sam rekla, da skupaj splezava iz pekla, medtem ko lovi me zver stekla, vem, da sem spet ta šansa potekla. Zadnji časi so v glavi mi spomini, ne vem, ali sanjam ali hitro so minili. Pa so od malega mi rekli, uči se zdaj, ker ko odrasteš boš videl zakaj.
Pa ni bilo sanj, da bi gledal za familijo, a končni raj, zato mi je zdaj čas, da priznam, če bi lahko še nazaj, ne bi hotel drugam, ker temu ni dan, nočem v stran, rekli so, da pretiravam, a meni ni mar, zato bi dal vse, da čas nazaj bi zavrtel, ko bil sem še otrok in bil sem vesel. Da se rešim ljudi, da se spet oddalim in pa ko pride spet čas, se srce oddali, ker vem, da bil sem spet hladen, kakor mrtvo telo, in zdaj vem, da sam kradem svojo energijo in lahko bi sam rekla, da skupaj splezava iz pekla, medtem ko lovi me zver stekla, vem, da... Tule proti koncu tudi to utripanje, prav črno, se mi zdi tudi tako zanimiv efekt. Tako kot na začetku tisto belo, tukaj tako črno, belo-črno, to se prav povezuje, če tako pogledaš dobesedno. Belo je recimo tisto začetek, a ne, tisti lep začetek, ko se nekaj začne, a ne, črno je pa tisto, ko se nekaj konča in tudi pač slab konec. In pač ta glasba se mi zdi tudi tako bolj, vse tako kot sem na začetku povedal. Drugače pa bas se mi zdi tako kar fajn, je tisto bas vmes, tisto prav glasba ti gre prav v uho noter, plus ritem ti gre tudi prav tako po ritmu, gre tudi ta glasba in to. Pa ti basi so mi tudi fajni v tej glasbi, tako, sicer so malo nežni basi, ampak pa gre pa vse v uho noter in se da fajn poslušati in to. Pa gremo kar naprej pogledat. Sem spet ta šansa potekla. Tule vidim, da se nekaj začel jeziti nad televizijo in ugasnil telinec in po moje je dalinec stran odvrgel, čeprav ne vem, kaj se je zgodilo, ampak okej. Gremo kar dalje pogledat. No, to je tudi konec tega videa očitno. Meni se zdi na splošno, tako kot sem na začetku že vse ocenil pa povedal pa mnenje pa to, se mi zdi kar lepa glasba in vse to. Otožna najbolj pa tako življenjska. Te tri besede, življenjska, otožna pa lepa, se mi zdi tako najbolj za opis te glasbe in to. Tako da ja. Glasba je bila objavljena pred 3 urami, dobila že 313 ogledov, 42 lajkov, evo ga 60 lajkov, 2 dislajka, pa 16 komentarjev, izmed teh komentarjev sem ti jaz še komentiral, tako da ja. Drugače pa ta R. King snema tudi veliko drugih pesmi, lahko si pogledate, če bo kdo želel. Ima res fajn te komade in to, tako da ja. No ja, to bo tudi za danes vse, upam, da ste uživali v mojem videu, ne pozabite se subscribati na moj YouTube kanal, lajkati ta video, v komentarje vržiti kak lep komentar oziroma ga napisati. Sharati ta video, pa se slišimo v naslednjem videu, uživajte pa imejte lep dan še naprej.